SVIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke, v Sloveniji na državni ravni poteka od aprila leta 2009. V prvem krogu, torej v prvih 2 letih, so odkrili 864 rakov, pri nekaj čez 5500 osebah pa so bili odkriti in tudi odstranjeni napredovali polipi, iz katerih se razvije rak. Da bi s programom SVIT lahko uspešno preprečevali obolevnost in smrtnost, je potrebno pregledati čim več ljudi, ki so v presejanje povabljeni. Odzivnost je od 36%, kolikor so jih zabeležili na začetku programa SVIT, v prvem tromesečju leta 2013 dosegla 64%. Vendar pa se je pokazalo, da so bile določene regije in posamične občine v Sloveniji na začetku precej slabše odzivne. Vsak program, ki naj zaživi, potrebuje zavzete in predane ljudi, še posebej, če se posveča tistemu svetu znotraj človeka, o katerem najraje ne bi govorili, sploh pa ne v javnosti. Vendar pa se je pri SVIT-u zgodilo nekaj drugega. Ni se začelo le brez sramu govoriti o prebavilih, izločanju, pregledovanju blata, izmenjavanju izkušenj in spodbujanju za sodelovanje programa, tudi o raku, ki ga je kdo prav s pomočjo programa SVIT uspešno premagal, ampak so se stkala tesnejša sodelovanja med strokovnimi delavci, pa tudi osebna prijateljstva širom Slovenije. Nastala je cela mreža ambasadorjev programa SVIT, ki se iz leta v leto širi. Več in več je ljudi, ki svoje zgodbe, še posebej, če so jim odkrili raka, z veseljem prinašajo vsa okolja, ki so jim pripravljena prisluhniti. Zakaj se ne bi učili iz tujih izkušenj, predvsem pa pravočasno ukrepali? Rak debelega črevesa in danke je zahrbten tihi morilec prebivalcev Slovenije, saj več kot 1200 ljudi vsako leto zboli za to obliko raka, približno 700 pa jih zaradi te bolezni umre. Človek ima lahko raka na debelem črevesu ali danki več let, preden se pojavijo resne zdravstvene težave. Takrat pa je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. Program SVIT omogoča, da to obliko raka odkrijemo dovolj zgodaj tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdravstvenih težav. Moja zgodba se je začela leta 2010 in sicer dobila sem povabilo, da se udeležim oziroma odzovem v program SVIT. To je bilo pozno v jeseni, sem rekla, zakaj pa li, saj nimam nobenih težav. Izpisala sem vprašalnik, ga odložila med vse ostale papirje na polico in bila odločena, da tega ne odpošljem. Ker pa na SVIT-u zelo skrbijo za vse nas, ki smo v tem obdobju dolžni ali pa poklicani, da se v program SVIT odzovemo, imajo veliko skrb, zato so vabilo spomladi 2011 ponovno poslali. Kot zdravstveni delavec ne morem niti poučevati, niti prepričevati naših krajanov, da se v SVIT odzovejo, če sama tega ne opravim. Odločila sem se, spisala vprašalnik, ga poslala v Ljubljano in potem je sledila pot, tako kot pri vsakem, ki se v program SVIT odzove. Če se zgodba v presejalnem krogu, ki se odvrti na vsaki 2 leti, konča s pozitivnim izvidom, udeleženec še kako potrebuje pomoč družinskega zdravnika, ki še posebej, če ima veliko srce, zelo olajša stiske običajnega človeka, ki se znajde iz oči v oči z možnostjo, da ima raka. Program SVIT sem se vključila na pobudo naše ambasadorke, gospe Špindler, ker poznam njezne osebne težave kot sodelavke in osebna zdravnica. SVIT je priložnost, da vsaki naredi nekaj zase in za svoje zdravje. Tudi ko nimamo nobenih težav, še ne pomeni, da smo zdravi. Moji pacienti vsakodnevno prihajajo k meni z različnimi težavami, po pogovoru z njimi in skušam pomagati in jim dati nasvete za naprej.
Vedno vsakega, ko pride, sprašujem, če je že dobil vabilo za svit in če se je udeležil. Vsi se bojimo besede rak, ampak zavedati se moramo, da rak kadarkoli lahko doleti vsakoga od nas. Če kjer zboli za rakom, to ne pomeni, da je konec življenja. Ko sem dobila izvid, ki je bil pozitiven, sem je svet podrl na glavo. Vprašanje, ki sem si ga postavila, kako naprej, kaj bo z mojimi najdražjimi. Ampak kako prijateljem, znancem povedati to grozljivo novico, ampak ker sem trdnega značaja in po temeljitem premisleku sem rekla, dovolj sem močna, da se spopadem. Zdaj, ko pa sem to izkušnjo sama doživela in vidim oziroma vedno bolj ugotavljam, da je nepotrebno, da ljudje zbolevajo, da je potrebno samo korak narediti, poslati vzorec v stekleničkah, ki so poslane strani Inštituta za varovanje zdravja, konkretno Svita v Ljubljano, da se vzorci pregledajo in da se dovolj zgodaj bolezen odkrije. Rak na črevesju tiho prihaja. Zdravnica Roberta Rante-Švincek je lahko vzor svojim kolegom družinskim zdravnikom, saj se posveča vsakemu pacientu posebej in mu pomaga premagovati ovire pri vključevanju in sodelovanju v programu Svit. Jaz se vključujem v program Svit tako, da dobim seznam neodzivnih pacientov. Ko dobim seznam, jih aktivno vabim, tudi po pošti, pošljem patronažno službo na dom ali jih vabim, ko pridejo k meni zaradi drugih težav. Kot zdravnica bi svetovala svojim pacientom, pa vsem ostalim tudi, ko dobite vabilo za svit, oglasite se, udeležite se. Če ne veste, če imate kakršnekoli predsodke ali strah, vaši osebni zdravniki, tudi jaz, tudi naši zdravstveni sodelavci patronaža, svi so vam vedno na voljo. Program Svit poleg bolnikov in zdravstvenih delavcev povezuje tudi ljudi dobre volje, ki svoj prosti čas namenjajo osveščanju in spodbujanju v svojem okolju. Nastala je že cela mreža ambasadorjev, ki svoje zgodbe prinašajo drugim in jih tako spodbujajo. Veliko svoje pozornosti namenjam programu Svit, ker sem prepoznala v tem, da je potrebno ljudi osveščati o pomenu državnega presejalnega programa za odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, prav tako pa tudi predrakavih sprememb. Osebno sem se nekako odločila, da se bom angažirala skupaj z svojimi sodelavci v zdravstvenem domu Ormož, kakor tudi zunanjimi sodelavci, da bomo veliko pozornosti namenili osveščanju naših občanov o pomembnosti odzivanja na ta program in da bomo skozi to tudi rešili mogoče marsikatero življenje. Vse skupaj se je začelo na pobudo Marije Lili Gričar iz Gozd Martuljka, ki nas je malo z enim pismom obvestila, kako se na našem koncu slabo odzivamo na program Svit. Tudi sama sem bila med tistimi, ki sem nekaj časa odlašala s pošto. Ko sem opravila vse zadeve, je bilo vse v redu, sem se pa na nek način pridružila pobudi, ki jo je dala Lili, da bi osveščali svoje znance, prijatelje, da bi se tudi oni bolj resno odzvali prizadevanjem Inštituta za varovanje zdravja. Jaz osebno sicer nimam izkušnje z boleznijo, vse preveč mojih dragih prijateljev pa sem morala pospremiti na zadnjo pot ravno zaradi raka na črevesju. In to me je na nek način
pripeljalo do tega, da sem se odločila, da moram narediti nekaj na tem področju z svojim mogoče znanjem pisanja, fotografiranja, sodelovanja z mediji, da na nek način čim širši krog ljudi o tem seznanimo in jih potegnemo za seboj. In moram reči, da nam je uspelo. Iz 41% naših smo se v pol leta se je naša odzivnost dvignila na 78%. To pa mislim, da je bil lep napredek in to nam je dalo potem tudi energijo, da smo šli naprej. Pritegnili smo tudi tovarno v Kidričevem, Talum, kjer je pretežno v tej starostni dobi od 50 do 69 let še kar precej moških, namreč opažamo slabo odzivnost pri moških. In smo pripravili, takrat, ko smo imeli okroglo mizo, tudi predstavitev programa Svit, maketo napihljivega črevesa, smo namestili v njihovi jedilnici in vsi delavci dopoldanske izmene so imeli priložnost si pogledati, se seznaniti z vsem. Najbolj veseli pa smo bili, ko je prišel en delavec pa rekel, jaz sicer to vse poznam, ampak prišel sem se programu Svit zahvaliti, ker če ga ne bi bilo, mene tudi več ne bi bilo tu. In to se mi zdi, da je bila poanta tistega dneva, ki nam je vsem dala zopet eno dodatno moč, da smo delali naprej. Bomo še. Nacionalni presejalni program je lahko uspešen le, če se povezujejo tako zdravstvene inštitucije kot predani posamezniki znotraj njih. Če znajo še vključiti okolje in krajane, program zaživi in dosega prave rezultate. In program Svit je zagotovo eden takšnih uspešnih programov. Zavedam se, da sami ne moremo vplivati oziroma se nekako približati našim občanom. Zato smo se seveda povezali tudi z našimi rdečimi križi iz našega okolja. Potem smo vključili tudi naše ustanovitelje, občine. Prav tako smo vključili v sodelovanje naše krajane preko raznih aktivov kmečkih žena, preko raznih društev, to kot je društvo za osteoporozo, koronarno društvo, osnovne šole, gimnazijo Ormož. Seveda je tako, večino tega opravimo v svojem prostem času, zaradi tega, ker se zavedamo, da delamo nekaj za dobro svojih družin, za svoje otroke, za svoje vnuke. Večina nas je že zdajle malo v takih letih, ko imamo malo več časa in se lahko temu malo bolj posvečamo, seveda pa brez sodelovanja z inštitucijami pa ne gre. Moram povedati, da sem ponosna na svoje sodelavce, ki se aktivno vključujejo v tej aktivnosti za državni presejalni program Svit, da cenim njihovo delo in spoštujem in jih seveda podpiram v tem njihovem delovanju, kajti delo je zelo naporno in skupnimi močmi nekako uspemo naše uporabnike za svojim zgledom prepričati, da se odzovejo aktivno na te državne presejalne programe in da pošljejo svoje vzorce in s tem nekaj naredijo zase in tudi za svoje najdražje. Enkratno presejanje še ne zagotavlja zdravja. Rak debelega črevesa je zahrbtna bolezen, ki prihaja počasi in z bolečino opozori nase ponavadi šele takrat, ko je že prepozno. Zato Svit v naše domove prihaja na vsaki 2 leti. Odprimo mu vrata. Ne umirajmo zaradi strahu ali sramu. Kot ambasadorka Svita od leta 2011 si prizadevam, da budno spremljam rezultate, toliko bolj, ker smo mi tudi na Hajdini zainteresirani, da vidimo, ali smo še na vrhu lestvice v Podravju in opažamo, da je bilo mogoče v začetku 3. ciklusa majhen upad. Temu
pripisujemo krivdo v tem, da ljudje mislijo, da je dovolj, če so se odzvali samo enkrat. To pa ni tako. Ne? Od 50 do 69 let je potrebno vsaki 2 leti se odzivati na program Svit in s tem si zagotovimo tudi eno kontinuirano kontrolo. Ta zgodba se nadaljuje. Zato sem si nekako vzela za svoj slogan, da je sreča na strani pogumnih. Kajti, da se odzoveš na ta program, je treba biti tudi pogumen. Presejalni program raka debelega črevesa in danke, program Svit, ki rešuje življenja, je prerasel svoje okvire, saj v iskreni skrbi za sočloveka povezuje celotno Slovenijo in tke vedno nove in nove predragocene vezi. Naj postane dober znanec vseh tistih, ki smo na vsaki 2 leti od svojega 50. do 69. leta vabljeni v njegov program in ni dvoma, da nam bo dober prijatelj in zaveznik tudi, če izvidi ne bodo najboljši. Še posebej takrat. Zato ne zavrzimo povabila, sodelujmo v programu Svit.